sem Tjaša Platovšek. Lepo vas pozdravljam v Magnetu. Najprej bomo po slovensko malo fovš. In to pevcu Sebastjanu, ki se je v teh dneh odpravil v eksotične kraje. Ekskluzivno se mu bomo pridružili na enomesečnem potovanju po slikoviti Indoneziji. Meni potovanja predstavljajo čisto sprostitev. To je moja protiutež vsem hektičnim urnikom, ki jih imam v času sezone od septembra do julija. To je tisto, ki me najbolj resetira, tako glavo kot duha. Se mi zdi, da nekako se s tem širim obzorja, da me to dela boljšega človeka, da dobim neko drugo perspektivo na življenje. Tako pevec in plesalec Sebastjan, ki se te dni mudi na eksotičnih koncih sveta. Indonezijo sem si izbral predvsem zato, ker imam poleti daleč največ časa za potovanja in dejansko se premakneš na čisto drugi konec sveta s super povezavami. Je moja pot trajala dobrih 30 ur, od tega, da priješ domov, do letališča, prestopanj, da priješ na cilj. Pa tudi pot sem ni najbolj poceni, tako da če se že potuje tako daleč in v tako kulturo in v tako državo, potem je fajn, da se pač čim bolj izkoristi. Posebnih izzivov si nisem zadal, razen tega, da čim več doživim, čim več vidim, čim več ljudi spoznam, da malo spoznam, kako živijo, kaj počnejo, kakšne so njihove navade. To se mi zdi, da dela nekako nas večje ljudi, da širi obzorja in to je v bistvu čar vseh potovanj, da malo vidiš, kaj se dogaja drugje po svetu. Sem se z leti odvadil tega, da bi moral čisto vse znamenitosti na neki lokaciji odkljukati. Se mi zdi pomembno veliko doživeti in videti, ampak po drugi strani tudi znati uživati. Številne poti pa spremljajo tudi številne anekdote. Da se s kom narobe razumeš in ga čakaš na čisto drugem koncu mesta, kot te on čaka, recimo taksi. Do tega, da domov potuješ to, kar sem imela zdaj z Rebeko pred kratkim, potuješ na mesto 19 ur, 50 ur, ker pač ima letala zamude. Ampak nekaj tako drastičnega, da je pa zdaj se ne vem, kaj je zgodilo, to pa hvala Bogu ne.